Mišmaševci, lepo pozdravljeni. Naš planet krasijo številne naravne in kulturne vrednote, ki so nekaj posebnega prav zaradi skrbno izbranih in raznolikih barvnih odtenkov. Ja, mati narava je res poskrbela za čaroben pridih barvitosti, s katerim smo se odlično priučili ustvarjati tudi ljudje. Danes sva se z Mišmašem odločila, da obiščeva Muzej novejše zgodovine v Celju in si ogledava razstavo Več kot barve. Zagotovo bo zelo zanimivo, zato najbolje, da kar pričnemo z raziskovanjem. Pojdimo! Svet barv je res nekaj posebnega, vendar pa o njem ne vemo kaj dosti, zato je obisk današnjega muzeja kot nalašč za nova odkritja, ki jih bo z nami delila gospa Jožica Trateški, profesorica zgodovine in sociologije. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Gospa Jožica, najprej me sploh zanima, kaj se tokrat skriva v Hermanovem brlogu? Ja, kot si že omenila, zdaj gostimo pri nas barve. Novo občasno razstavo, to že 23. zapovrstjo, in njen naslov je Več kot barve. In za tem naslovom se skriva marsikaj barvitega. Recimo, katere so tople barve, katere so hladne, od kod sploh pride barva v svinčnike, v vodene ali tempera barve, kako jih izdelajo. Potem poznamo, poleg teh barv, ki jih imamo za slikanje, tudi barve senc, tudi ena taka zelo zanimiva tema. Potem, katere barve vidimo ljudje, torej človeško oko, katere vidijo živali. Zelo, zelo zanimive teme se skrivajo na tej naši razstavi. Pogledamo pa tudi skozi oči umetnostnih zgodovinarjev, potem restavratorjev, biologov, fizikov in mnogih drugih mojstrov, ki so se ukvarjali z barvami. No, lahko se strinjava, da je razstava zagotovo zelo pisana. Najprej pa me zanima, zakaj barve lahko sploh vidimo? Ja, da vidimo barve, moramo imeti v prvi vrsti svetlobo in zdrave oči. Barve imajo različne valovne dolžine, to si bova kasneje ogledali tudi na razstavi, ker je vsak barvni kotiček pobarvan malce drugače in valovi so tudi različni. Tako da, če boš za to, bova lahko vstopili pa si pogledali. No, potem pa najbolje, da kar pričnemo. Dobro. Tako, prispeli smo v rdeč kotiček, kjer nas čaka posebno področje barv in sicer mešanje barv. Včasih se nam morda med ustvarjanjem zgodi, da imamo morda samo 3 barve, želeli pa bi kakšno dodatno. Lahko ta problem kakorkoli rešimo? Seveda, ne bo noben problem, če imamo le 3 osnovne barve. Rdečo, modro in rumeno. In tole lahko pogledamo in preveriva, pa se preizkusiva, kako se da barve namešati. Tole spustimo paleto dol, no. Tako, potem si pa izbereš barvo. Tole imaš pa za primer, ne? Recimo, če želiš oranžno, jo dobiš iz rumene in rdeče. Se pravi, rdeče in rumene. Tako, potem pa malo pobarvava s čopičem, da se pokažejo zvezdice in hop, trik, nastane oranžno. Pa res. Pa lahko morda s tem ustvarimo svetlejše odtenke, oranžne, temnejše, ali smo obsojeni le na en odtenek? Ja, če bi dodali še belo barvo, ne bi bil noben problem še z niansami, se pravi z odtenki za bolj intenzivno barvo ali pa malo bolj nežno. Pa lahko ustvarjamo tudi z drugimi barvami. Kakšne odtenke lahko še pridobimo iz rumene, modre in rdeče?
Tule lahko pogledava, oranžno, zeleno, vijolično, če bi pa dodali morda še kako črno, dobimo še kakšne druge barve. Se pravi, z belo ali pa s črno lahko pa niansiramo te mešane barve, ne, ki jih dobimo. Sicer pa ja, te so pa osnovne, ne, rdeča, modra in rumena. Kaj pa tale barvni krog? Tudi ta je zelo uporaben, kadar smo v dilemi, kako pridobiti kakšno barvo. Drži? Drži, ja, tole je tudi v pomoč, da veš, kako obarvati, kako mešati barve in katere dobiš iz njih. No, seveda pa so okusi za barve različni. Kaj pa tisti, ki obožuje naprimer zlato in srebrno barvo? Takrat pa verjetno tale barvni krog in od 3 osnovne barve ne bodo preveč uporabne, kaj ne? Ja, žal ne bo verjetno potrebno dodati še kakšne druge pigmente, morda pri zlati tudi kakšne drobce pravega zlata, ne? In potem se bo dobila ta barva, ki jo želiš, tudi malo bolj žlahtna za kakšno medaljo recimo. No tako, barve smo se naučili mešati, sedaj pa najbolje, da kar potujemo naprej po razstavi. Pa pojdiva. Včasih se vprašamo, a je tudi črna barva, ne? Nekateri rečejo ja, drugi rečejo ne in črna je kar črna, ampak tule lahko naredimo en preizkus, da vidimo, da je črna barva sestavljena iz mnogih drugih barv. Tule imamo list in črne flomastre. Lahko narišeš, ne vem, en krog, lik in ga malo pobarvaš, potem boš pa poškropila z vodo in videla, če res samo črna barva, tako kot jo poznamo, ali se bo mogoče še kakšna druga odkrila, kar izvoli. Narisala bom našega mišmaša. Takole. Lahko uporabim še kakšen drugi? Lahko. Vsak flomaster je malce drugače. Flomaster drugega proizvajalca je lahko drugačen in dobimo druge barve. Sonček. Pa je to povsem običajna voda ali potrebujemo kakšno močnejše sredstvo? Čisto običajna voda. In sedaj samo poškropim? Tako. Aha. Pa res. Se že malo, ne, spreminja. Ni čisto črna, ne? Tule vidimo, en otrok se malo poigral, da je nastala še potem modra in rdeča se je prikazala. Skratka, verjetno je tudi pri izdelavi uporabljenih več različnih barv. Tudi, ja. Aha, in že vidimo, mišmaš. da se naš mišmaš spreminja v takšno modro miško. Zanimivo. Najverjetneje pa, če bi se sami odločili za mešanje črne barve iz rumene, modre in rdeče, pa bi kar malo težje prišli do takšnega rezultata. Ja, sigurno. Res. S poskušanjem, mogoče malo dodajanjem, se ti kaže potem barva, ko jo mešaš skupaj, ne, kakšna nastaja. Drži. Se pravi, na začetku tele točke se nama je postavilo vprašanje, če je črna barva tudi barva. Kaj pa bela? Je tudi bela barva ali ne sodi v to kategorijo? Mogoče bi bilo za poskusiti, ampak jaz mislim, glede na črn flomaster, da tudi v belem bi se skrila še kakšna barva lahko. Bova poskusili. Prav. No, tule pa je vse skupaj malce bolj barvno kot pri črni barvi. Kaj vse najdemo? Tule predstavljamo rdečo barvo in sicer na plakatu tukaj razlagamo, da barvne pigmente lahko pridobimo iz mineralov, to je iz različnih kamnov, iz živali in iz rastlin. Zdaj, danes se uporablja že kar bolj tako umetno pridobivanje različnih barv, pigmentov, ker je to ceneje in večkrat tudi manj škodljivo. Recimo tu predstavljamo in vidimo tale velik kaktus, ki je prišel iz Južne Amerike. Na tem kaktusu in seveda vseh drugih, ki so tam rastli, živijo take majhne žuželkice. Tule imamo povečavo, poglej, to so košenilke in iz ličink, torej iz ličink iz samičk, ki jih morajo nabrati res veliko število, te potem posušijo, zdrobijo in iz tega dobijo rdeče barvilo, rdeč pigment, ki ga lahko potem uporabljamo tako v živilski pridelavi, recimo to vidimo v bombončkih, potem v kozmetiki, v teh šminkah, v pijačah, v sokovih, potem jogurtih in podobnem.
Tamle imamo tudi povečevalno steklo in v tejle šatulici so te žuželke, te košenilke, ki so suhe že, ne. Izgledajo sicer, kot bi bile kovinske, ampak no, niso. Lahko si pomagaš s povečevalnim Lahko pogledam? Ja. Zelo zanimivo. Morajo pa res veliko število nabrati, da dobijo kakšen gram tega prahu rdečega, ne. Pa se potem te žuželke posušijo in nato uporabijo, ali kakšen je postopek? Ja, naberejo, posušijo, zdrobijo in potem je ta prah pigment, ki ga mešajo še z drugimi vezivi in je uporaben potem, kot smo rekli prej, v živilski industriji, v kozmetiki in drugih zadevah, kamor pač dodajo rdečo barvo, če jo želijo. Kaj pa v preteklosti, če se spomnimo malce na prazgodovino, lahko vemo, da so slikali tudi jamske stene in tudi ti odtenki so bili velikokrat rdeči. Pa so tudi takrat uporabljali te ličinke kaktusa ali so se znašli kakorkoli drugače? Verjetno malo drugače. No, tele košenilke, ki jih omenjava, one živijo v Južni Ameriki, ne. Kot pa vemo, so pa te jamske slikarije recimo bile tudi v Evropi. Takrat še ni bilo nekega transporta, nekih ladij, ki bi vozile sem pa tja različno blago, zato so se znašli drugače. Seveda so pa barvila našli v naravi. In kako močna in intenzivna barva je to bila priča še danes, saj so se ohranile na tisoče let, ne. Seveda pa s sodobno tehnologijo poznamo tudi umetne postopke pridelave barve, kaj ne? Res je, danes uporabljajo in pridelujejo te pigmente bolj umetno, bolj s nekimi kemijskimi postopki. Postopki so krajši, tudi cenejši, pravijo, da tudi manj strupeni, tako da zdaj predvsem res se uporablja s temi postopki. Mogoče bova pa kasneje videli, kdo pa še vedno nujno uporablja in potrebuje take naravne pigmente. Bova videli. No, pa kar pojdimo pogledati naprej v rumeni kotiček. Če smo se nekoč malce bližje približali televiziji, smo videli, da je pravzaprav slika sestavljena iz več manjših barv. To nam sporoča tudi tale točka, kaj ne? Ja. Če smo prej tam govorili o barvah, ki jih uporabljamo v barvicah, potem v vodenih temperavih barvah, bova pa tukaj spregovorili o barvah svetlobe. Tukaj so druge osnovne barve kot pri tistih, ki so jih prej omenjali, in tukaj so rdeča, modra in zelena. Če bi vse te tri barve skupaj zmešali, recimo barve tempere, bi dobili neko sivo, temno barvo. Če pa barve svetlobe tele tri damo skupaj, na presečišču vedno dobimo belo barvo. Kar je zelo zanimivo, ne? Precej drugače kot pri tistih slikarskih barvah. Zdaj tule na teh krogih pa lahko opaziš in si pomagaš tudi s temlem, kaj recimo lahko vidiš, če tole magento pa modro zmešaš skupaj kot svetlobo, ali rdečo pa rumeno, pa fino zavrti kakšen krog, kater ti je najbolj všeč, pa boš videla, katera barva ti bo stopila v oči. Ali bo to res vsaka zase, ali bo to kaka mešanica. Ja, zelo zanimivo. Če bi zavrteli še malce močneje, bi bil rezultat seveda še močnejši, videla pa se je rumena barva. Kako pravzaprav pride do tega? To pa je igra svetlobe, ne? To pa je tisto, kar nam povedo naše oči, naš vid in naši možgani, ne? Drugačna slika, ja. Zakaj pa so te barve svetlobe sploh uporabne? Kje smo se jih ljudje naučili izkoriščati? Ja, barve svetlobe so zelo pomembne recimo za opazovanje naravnih pojavov, potem v bistvu največ barve svetlobe nekje v naravi. Nam pa pridejo prav, ne? Recimo ugotovimo lahko morda pri nekih sadežih, če so zreli ali še niso zreli, ali ne vem, kater letni čas je, ali kakšno je vreme, vidimo po barvah lahko, ne?
A te zanima, kako bi ti videla črno-bel svet, če bi imela taka črno-bela očala, pa različne barve jagod, pa pogledaš skozi očala, pa ugotoviš, katera jagoda je zrela in katera ni. Misliš, da bi... To bi bilo zagotovo zelo zanimivo, ker ti menim, da bi bil svet brez barv povsem brez veze. Tako da me res zanima, kako. Res bi bil dolgočasen. Pa kar izvoli za tale očala, črno-bel pogled boš imela skozi, jaz pa tečem okoli, pa ti pokažem jagodi. Ena je zrela, druga pa ne. No, recimo tale, kaj meniš, je zrela ali ne? Če malce ugibam, rečem, na primer, da ni. No, zdaj pa lahko pokukaš izza očal. Pa res. Pa je rdeča, ne? Kaj pa ta? Poskusimo še enkrat. Zdaj bo verjetno malo lažje, ne? Ja, tako, ta pa verjetno ni. Res. In če postavimo obe skupaj, se vidi kakšna razlika tamle skozi črno-bela očala? Ne, lahko bi ugibala, da sta kar obe dve rdeči, le da ena malce bolj, druga malce manj. Ja, vidiš, pri tem nam pomagajo barve tudi in naše oči, ne? Da se lažje odločimo, če bi imeli v skledi kopico zrelih in nezrelih jagod, da veš, katero vzeti, ne? Pa lahko poskusiva še na kakšnem drugem živilu? Poskusiva na temlem. Vidim, da gre za jajce, vendar sploh nimam ideje, za kakšni dve barvi gre. Je črno-belo in sivo, a ne? No, mi vemo, da so jajca z rumenjakom, ne bi ne bila rumena, beljak pa bel. Tale jajce je čisto drugačno, a ne? Ampak skozi očala je pa črno-belo, ne? Skratka, pri odkrivanju narave so nam v veliko pomoč barve. Kaj nam sporočajo živali? Ja, mnoge živali se zelo dobro prilagodijo naravnemu okolju. Recimo kameleone poznamo vsi, ne? Znani so po tem, da vedno spremenijo barvo v tisto barvo, kot je okolica. Da se dobro skrijejo, zavarujejo pred kakšnimi plenilci in podobno. Recimo tudi kakšna sova, ne? Ki se dobro zlije z deblom, ne? In je zgleda potem tako, da je skoraj ne opaziš, če pogledaš tudi tamle na tistole slikco, ne? Nekatere živali imajo pa svarilne barve tudi, ne? Boj se me sporočajo z njimi. Največji kontrast je rumeno-črna barva, ne? In kakšne ose recimo, ne? Vemo, da so v teh barvah in tudi že nadaleč sporočajo pusti me, ne? Beži. Potem nekatere živali v času parjenja tudi spremenijo, se še malo olepšajo barvito svoje repke in podobno. Pa prej sva že pogledali skozi očala, tudi pri živilih, no, se lažje odločamo, katero živilo je užitno in katero ne. Tudi če bi ne videli neke plesni na kruhu ali pa na nekem sadju, gnilobe, ne, bi težje, no, v glavnem bi ugriznili pa videli, da ni užitno, ne, tako pa že z očmi že vnaprej lahko se odločamo, da je vse okej in zaužijemo hrano. Kaj pa cvetlice? Te so tako čudovitih in raznolikih barv prav zaradi posebnega razloga. Kakšnega? Ja, zato, da jih živalce lažje opazijo, ne, zato so tudi različnih barv in na nekatere raje priletijo in sesajo nektar kot na druge, ne. Pa na vseh celinah sveta najdemo enake barve, enake živali s svarilnimi oziroma zaščitnimi barvami, ali se to od delčkov sveta, od različnih celin razlikuje? Ja, seveda se malce razlikuje, ne, ker nekatere živali ali pa rastlinske vrste, ne, živijo ali rastejo na določenih področjih naše zemlje, na drugih pač ne, ne. Tako da vsak delček naše zemlje je prečudovit in vse to skupaj tvori ta čudovit pisan svet.
No, ljudje se po naravi sedaj v sodobnem času ne skrivamo več, pa vseeno lahko na tem kotičku razstave preizkusimo, kako bi se lahko z okolico zlili ljudje. Drži? Drži. No, pa kar pogledava. Tole je prav poseben prt, kaj ne? Tako, oblačilo istih barv, se oblečemo van. Aha, mogoče boljš, če si v nasprotni smeri. Ja. Kot tale okolica zadaj za tabo, tole tvoje ozadje, pa bomo videli, kako te bomo opazili. Najverjetneje, če ne bi imela glave in nog, bi kar dobro zlila z okolico. Dobro, te ne bi opazili. Tako, zanima pa me ena velika skrivnost in sicer meni se dozdeva, da lahko vidim vse barve. Pa to res drži, ali lahko ljudje res vidimo prav vse barve, ki nas obdajajo. In to skriva naslednji del razstave. Res je, stopiva v naslednjega. Na nebu ni lepšega kot uzreti mavrico. In mislim, da mavrica kar zajema tiste glavne barve. Pa so to res vse barve, ki obstajajo? Ne, pravzaprav je takole. Mavrica vsebuje tale delček, ki ga vidimo na tem velikem polkrogu. Samo tale del, kjer je mavrica, ta del zaznajo naše oči. Sicer so pa še drugi elektromagnetni, recimo valovi, ki jih naše oko ne zazna. Gama žarki, potem tamle rentgenski, kadar si gremo kaj slikati, če si zlomimo kakšno nogo ali roko. Ultraviolična svetloba, potem je infrardeče sevanje, mikrovalovi in radijski valovi. Se pravi, vseh teh valov naše oko ne zazna. Zazna pa recimo kakšna žival lahko. Predvsem tule govorimo pri infrardečem sevanju oziroma infrardeči svetlobi. Kače imajo organe, neke dele telesa, s katerimi zaznajo to toplotno sevanje, recimo, ki ga mi ne vidimo, niti ne začutimo toliko, kolikor kače. Ampak tale majčken delček, tole lepoto na nebu, kadar pada dež in kadar sije sonce, pa vidi naše oko. No, seveda pa znanost napreduje iz trenutka v trenutek, pa smo morda uspeli izumiti kakšne naprave, ki nam omogočajo videti prav vse spektre. V bistvu novejše tehnologije omogočajo vse te zadeve, ne. Naše pač naravna čutila pa žal še ne. Pa mislimo, da najverjetneje človek brez nekih pripomočkov tehničnih tudi tega ne bo videl, no. Omenili smo, da je svetloba zelo pomembna, pomembne pa so tudi sence, kaj ne? Res. Če delamo kdaj sence, ne vem, da je za nami luč, pa se nekaj poigramo, se nam zdi, kot da so tiste sence vedno črne. Pa niso vedno, ne. Pravijo, da kadar je toplejše ozračje, da so sence lahko malo bolj modrikaste, rdečkaste, če pa hladneje, pa modre ali vijolične. Lahko pa preizkusiva tukaj, če želiš. No, seveda. No, s sencami lahko ustvarjamo različne oblike. Pa je morda kakšno pravilo, kakšna senca je boljša, kakšni odsevi so pomembnejši ali je pomembna le razdalja, kako daleč smo od vira svetlobe? Ja, sigurno razdalja, odvisno od kod prihaja vir svetlobe in kje je ta podlaga, kamor želimo vreči sence, ne. Vidimo, da če se oddaljujemo, se manjša, veča roka oziroma senca, ne. Ti znaš boljško narediti. A je koža? Pa so sence vedno v sivih barvah ali bi lahko imeli na primer tudi rumeno ali pa rdečo ali pa zlato senco? Ja, v bistvu te sence, ki padajo za ta predmet, ki je med svetlobo in med tem ozadjem, vidimo kot temnega, ne, kot črnega. Čeprav, če dobro pogledaš, ne, ker imamo tamle različne barve svetil, ne, vidiš, tule so malo črni prsti, potem so pa malo vijolični, ne. Zdaj, ravno vseh barv v teh sencah ne bi mogli narediti, ne, lahko pa se malo poigramo s temi. Skratka, pomemben je vir svetlobe,
sončna svetloba pa nam običajno daje preproste sive sence. Drži. Dobro, kaj naj še čaka na razstavi? Zdaj greva pa v tretji prostor, tam imamo pa na ogled in na voljo in predstavljene 3 barve, tudi take bolj osnovne, se pravi zeleno, modro in vijolično. In tudi kar veliko bo tukaj za raziskovati. Prej sva omenili pigmente, ta prah, ki ga lahko pridobimo bodisi iz mineralov, torej iz kamnov, rastlin ali živali. In če bi ta prah dali na nek papir, da želimo barvati z njim, bi ta suh prah nam seveda odpadel dol. Zato potrebujemo veziva, se pravi neke tekočine, neke snovi, ki povežejo te drobne delce, te pigmente skupaj in potem lahko mi potisnemo čopič v to barvo in naslikamo, kar želimo. Tule si pa lahko pogledava, kaj so najpogostejša veziva. Tukaj imamo laneno olje. Aha, se je pripeto, ne? In če damo laneno olje k pigmentu, dobimo oljne barve. To so tiste barve, ki jih zelo pogosto in radi uporabljajo umetniki, slikarji. Potem, če bi dodali kakšno smolo, recimo gumi arabicum, torej shranjena tale smola v temlem lončku, bi dobili vodene barve. Te otroci zelo dobro poznajo, se jih uporabljajo pri likovnem pouku. Tule jih imamo pa v eni škatlici. In če bi dodali takim različnim pigmentom, to so takili prahci, vidiš, kako je to drobno in fino zmleto. Če bi dodali pa še recimo jajčne jajca, bi pa dobili potem tempera barve. Tako da tudi če recimo kdaj nimamo na voljo teh barv doma, pa bi želeli nekaj slikati, si mogoče lahko take barve izdelamo tudi sami. A te pa zanima, kako izgledajo te barve, ki so že pigmenti, ki so že vezani skupaj z vezivi, kako to izgleda pod mikroskopom? Seveda, ker ti predstavljam si kot nekakšno kremo, pa najverjetneje ni tako. No, poskusi, tule imaš različne vzorce, pa si postaviš potem tale tole rič, večevalo takle na vzorec, si približaš, tu si pa lahko reguliraš tudi fokus. In tole vidiš potem, kako izgleda. Sedaj opazujem olje. Zanima me tudi, kakšen je jajčni beljak. Aha, tule vidimo rumene pike. Zanimivo, kajti ni prisotna le rumena barva, temveč tudi ostale. Tudi druge, ne? Ja. Zanimivo. Pa pogledamo še kakšen drug odtenek. Aha, tukaj vidimo oranžno, pa modrikasto, kot kakšni skupki barv, kaj ne? Ja, res je. No, zanima pa me, verjetno pa morajo biti kokoši kar pridne, da znesejo dovolj jajc za vse te barve, kaj ne? Res je. Zdaj ta nova, modernejša pridobivanja teh barv so mečkeno drugačna, da ne rabijo ravno nekih velikih kokošnjakov z jajci, ampak to zamenjajo s kako drugo snovjo, ki ima iste lastnosti pač kot jajca. Kaj pa bi se zgodilo, če bi v ta prah pigmenta dodali le vodo? Bi lahko prav tako slikali ali naše ustvarjanje ne bi bilo preveč uspešno? Ja, sprva bi sicer kar šlo, ampak potem si zamisli, da se tista voda na listu posuši, ostane samo prah, ki nič, nimamo snovi, ki bi vezala ta prah skupaj, in ko bi bilo to suho, bi najverjetneje lahko tisti prah, pigment odpihnili z lista. Tako da mora biti ena snov, ki dobro zveže te delce skupaj. Se pravi, je najbolje, da vsa ta veziva prepustimo strokovnjakom. Najbolje. No, pokukali smo že skozi posebna očala, tukaj pa nas čakajo še ena. Res. Kaj lahko opazujemo z njimi? Tule pa lahko sedeš na tale velik cvet, si nadaneš očala in pogledaš, kako vidijo svet čebele. Izvoli. Wow, sem pa pričakovala precej bolj pisan svet. Vidim pa le nekaj črno-belega. Zakaj je temu tako?
tako vidijo svet čebelice, ne? Vsaka živalca malo drugače, čebele pač s tem pogledom letijo nad travniki, kot si ti zdaj le videla, ne? Ja. Skratka, od živali se razlikujejo. Nekatere vidijo svet malce bolj v modrikastih barvah, druge morda spet v črno-belih. Slišala pa sem poseben predsodek, če lahko temu tako rečem, da biki vidijo rdečo barvo, vse ostalo črno-belo in se nad rdečo barvo precej razburijo. Ali to drži? Šment. To bi morala vprašati bolj kakšnega matadorja, ampak ja, pravijo, da rdečo, zato so tudi tako zelo hudi in besni in jezni na bikoborbah, ko jim pokažejo tisto rdečo ogrinjalo. Najverjetneje si to o tem brala, kaj ne? Ja, verjetno, da jih to tako razkuri, ker pač malo drugače doživljajo tisto barvo, ne? Moram priznati, da je moja najljubša barva modra in ta kotiček je posvečen prav njej. Kako pa nastane ta modrikasta barva? Ja, tule imamo na ogled, vidiš, nekaj kamnin in če bi te kamnine zmleli v prah, bi dobili pigmente. Kakšen postopek recimo poteka, da pridobimo modro barvo iz tistega prvega lazurnega kamna, je predstavljeno tukaj zgoraj. Ta kamen zdrobijo, zmeljajo v prah in potem presejejo, sperejo in ostane, vidiš, najbolj fin, drobcen prah. Je pa pridobivanje modre barve na ta naravni način zelo, zelo drag in zato stane recimo kilogram takšnega pigmenta iz lazurnega kamna kar 15.000 evrov, kar je kar ogromno. Veliko, ne? Izgleda pa tudi, da je postopek precej dolgotrajen, kaj ne? Ja, kar potruditi so se morali, da so pridobili res nekaj gramov, kaj šele kilogramov takšnega prahu in so natančnostjo je bilo to treba in mlet, in sejat, in potem še kaj prečistiti, tako da to je bil res dolgotrajen postopek. Mogoče, no, tukaj vidimo, da modro barvo pridobijo iz kamna, potem tu imamo pa predstavljen še drug postopek, indigo, ne, ki je tudi taka modra barva, kako so pa recimo v preteklosti, danes že tudi dosti manj ali pa mogoče še kje, ki ohranjajo to tradicijo, kako modro barvo pridobijo iz rastline. Tu smo videli torej kamne, tukaj pa rastline. In tu na sliki vidimo silino, rastlino, ki ima sicer rumen cvet. Zdaj, kako so pa z tega rumenega cveta oziroma cvetov pridobili modro barvo, to je bil pa kar tak dolgotrajen postopek. Take velika vedra ali čebre so v urin namočili to rastlino, ki se je s časoma obarvala, torej tekočina, v modro barvo. In potem so v to modro barvo namočili belo platno in to mešali seveda kar nekaj časa, potem sušili na soncu in ko so videli, da je pač ena odlična rešitev za pridobivanje modre barve in barvanje nekega blaga. Mi imamo zdaj tule tudi ene take majhne poskuse oziroma naloge zate, tule so različni vzorčki teh štampilk lesenih. Tule imaš tole blazinico in platno in lahko potiskaš sama tole svoje platno, kakor želiš. Zanimivo. Pa iz te rastline izdelujejo tudi indigo papir, ki ga morda poznamo iz pouka likovne vzgoje. Barvilo, ja, zdaj pa ne vem pa točno, no, kakšni so postopki potem za barvanje tega posebnega papirja, ne, kjer smo lahko dobili dvojnik nečesa, kar smo pisali ali risali, ne. V bistvu vem bolj za tole tkanino, tole recimo imaš tudi potiskene take modre tkanine, tole pa take večje lesene štampilke ali pa vzorce, ki so jih pomakali tudi recimo v mogoče belo barvo ali katero drugo in so potem potiskali metre in metre blaga. Kaj pa kavbojke? Teh je na svetu seveda ogromno. Tudi te nastajajo iz naravnih virov barv ali so potem bolj produkt umetnih mešanic?
Danes sem kar prepričana, da bolj umetne mešanice kot naravna barvila, ker bi bili postopki hudo dolgotrajni, pa dragi in bi si težko po moje privoščili nakup kavbojk, tako da kar sigurno neke nove in modernejše tehnologije in postopki. Vsekakor pa lahko na takšen način okrasimo kakšen domač prt, drži? Drži, res je. In je tudi čisto unikaten, ker nikjer nimajo takšnega, ne? Kakšna barva, katera barva pa nama je sedaj še ostala? Ostala nama je še vijolična. Lahko pokukava, kaj se tam skriva. Eva. Tukaj imaš pa na voljo, da prisluhneš pravljici Dogodivščine v Mavrični deželi. Tale razstava, mogoče nismo na začetku omenili, je prišla k nam v goste iz Celovca, iz Otroškega muzeja Wiesenschwertwelt, in avtorica te razstave je pripravila tudi pravljico kot slikanico in mi smo jo potem dodali še ene naloge, ki jih morajo otroci reševati, barvati in natančno poslušati, torej tole pravljico in pogledati, kaj jo je zagodel kameleon drugim živalim in svetu. Pravljica je kar precej dolga, kar nekaj minutna, tako da si boš morala vzeti kar čas, če želiš celi prisluhniti, potem pa še rešiti tele liste. Prav, potem pa najbolje, da kar pričnemo, kaj ne? Dobro. Zadaj imaš. Ja, zgodbica je res zelo zanimiva, pa me zanima, so tako kameleoni res pridobili vse barve? Ne, hec, to je samo pravljica. Tale naš Kamoro je bil res en tak nagajiv kameleon, ki je posrkal vse barve sveta zase, potem je pa svet postal siv, črno-bel in silno dolgočasen. Ob koncu pa si prisluhnila, da so v bistvu vse živali nekako stopile skupaj, tudi Kamoro je bil pripravljen pomagati svetu vrniti barve in tako je postal svet zopet tako lep in pisan, kakor je danes. Zelo zanimivo, seveda pa ga moramo tudi čuvati, da tako ostane še tisočletja. Drži. No, mnogim deklicam in dekletom pa je zelo ljuba vijolična oziroma tudi roza barva. A pa ta nastane le z mešanjem, kot smo se že prej naučili, ali jo lahko kakorkoli tudi pridobimo iz narave? Ja, tule si lahko pogledava, da se da tudi iz narave pridobiti tako škrlatno barvo, vijolično. Tule imamo en takle velik model, vidiš, takega bodičastega voleka. Poznaš, si že videla kdaj mogoče v morju, na plaži kdaj, ampak manjšega seveda. Manjšega, ja, tako velikega pa ne. Tako. No in iz sline teh bodičastih volekov so pridobivali torej to škrlatno purpurno barvo. In ker so mislim, da zopet za gram take barve potrebovali 10.000 polžev, kar vemo, da je ogromno je bila ta barva res zelo draga. In vemo, da že iz antičnih časov, iz časa Rima, tudi kasneje potem z cerkvenih krogov, vemo, da je bila ta barva zelo priljubljena in je v bistvu nekako tudi sporočala neko bogastvo, neko moč, nisi je mogel pač vsak privoščiti, ne. Lahko pogledaš, če se še kaj skriva v tem voleku, ali mogoče prisluhneš. Purpurne barve pa žal ni več v njej vijolične, ne? Bom prisluhnila. No, in kot v vsaki školjki tudi tokrat slišim zvok morja. Najverjetneje pa škrlatne barve tako ne pridobivamo več. Ne, to je predrag in predolgotrajen postopek, tako da zopet, tako kot mnoge druge pigmente, naravne, nadomestimo z nekimi umetnimi pridobivanji, ne.
No, mene seveda ob koncu razstave čaka še posebna naloga. Ob zaključku pa lahko povemo, da je ta razstava namenjena prav vsem. Drži? Drži. V Otroškem muzeju se trudimo, da je dostopen tudi slepim in slabovidnim, gibalno oviranim, in tudi ta razstava Več kot barve je prilagojena torej tej ciljni skupini. Pripravili smo katalog v brajici s pomočjo Združenja prijateljev slepih Slovenije. Videla si, da se da veliko stvari na razstavi tudi potipati, prisluhniti, tako da tudi ti obiskovalci dobijo neke vsebine o barvah, čeprav jih morda ne vidijo. Tudi stalna razstava Brlog igrač, ki je na ogled v Otroškem muzeju, je prilagojena slepim in slabovidnim, tudi v sodelovanju s tem združenjem in Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem iz Kopra smo postavili pred 2 letoma kot del te zbirke igrač tudi 21 različnih družabnih iger in iger prilagojenih slepim in slabovidnim. Ne samo, da se oni lahko poigrajo s tem, tudi videčim polnočutnim obiskovalcem so na voljo te igrače, dajo si na oči taka črna očala iz blaga in nekako doživijo svet slepih in slabovidnih in potem samo s tipom se poskušajo igrati, recimo Človek ne jezi se ali pa Igro spomin ali podobno. Razstava je gostujoča in hkrati začasna. Koliko časa pa bo še na ogled? Ja, tole razstavo smo planirali odpreti tik pred tem, ko se je muzej zaprl zaradi korone. Herman Lisjak, naša maskota, je imel že naročeno tako veliko slastno torto. Adi Smolar bi bil gost na odprtju razstave. Je rekel, naš direktor se je pohecal, da Adi je že bil tudi skoraj na poti, ampak šment, razmere nam tega niso dopustile. Tako da sprva smo planirali, da bo razstava na ogled do konca tega leta koledarskega, ampak ker smo pač bili toliko časa zaprti, smo se dogovorili s kolegi iz Celovca in bomo razstavo podaljšali še v celo naslednje leto. Skratka, časa za ogled bo več kot dovolj. Gospa Jožica, o barvah smo se danes naučili ogromno, za kar se vam najlepše zahvaljujemo. Hvala tudi vam, Mišmašovci, uživajte in dobrodošli v našem muzeju.